živeti v miru. Lepše in bolj mirno je živeti v miru, kot pa vedno imeti prav. Pomembnejše in bolje je biti v dobrih odnosih s samim seboj, v dobrih odnosih z drugimi ljudmi, kot pa imeti prav. Velikokrat v življenju, ko se kaj novega naučimo, ko kaj novega preberemo ali pa le preprosto mislimo, da nekaj vemo, da imamo prav o določeni stvari, želimo to povedati tudi drugim. Svojo resnico bi radi tako sporočili tudi drugim, ker jim preprosto le želimo dobro. Velikokrat hitro spoznamo, da to morda nima smisla, kajti to je naša resnica, naše spoznanje, ki velja le za nas, in drugi ga ne želijo slišati. Spomnimo se na starodavni citat, ki pravi: ne mečimo biserov svinjam, kajti poteptale jih bodo. Ne mečimo biserov svinjam, kajti poteptale jih bodo. Zakaj bi se torej trudili, da bi drugim predajali svojo resnico in svoje spoznanje, če na to še niso pripravljeni? Vidimo, da učitelj vedno pride, ko je učenec pripravljen. Ko tako želimo svoje spoznanje deliti z drugimi, se nam mnogokrat zgodi, da nas drugi sploh ne poslušajo, kajti naše spoznanje, naša resnica jih preprosto ne zanima. Mnogokrat nas poslušajo le zaradi uvidevnosti, vendar so s svojimi mislimi nekje drugje in nas žal sploh ne slišijo. Velikokrat so razprave o določeni stvari z drugimi popolnoma nepomembne in nesmiselne, saj mnogokrat vodijo le do zamere in konfliktov. Ne pozabimo, da mnogi ne želijo slišati naše resnice, niti jim ni pomembna, ker že imajo svojo resnico, ki pa je lahko popolnoma drugačna od naše resnice. Prav vsak izmed nas ima svojo resnico, v katero pa trdno verjame, ter je močno prepričan, da je edina pravilna. Lahko gledamo popolnoma enako stvar in vsak izmed nas bo videl to stvar popolnoma drugače. Vendar to še ne pomeni, da ima nekdo prav, drugi pa ne. To pomeni, da vsak le vidi drugače. Vsak vidi svojo resnico. To pa tudi ne pomeni, da imamo mi edini prav, drugi pa ne. Ko tako mnogokrat in brezsmiselno vztrajamo pri svoji resnici, ter druge na vse mogočne načine prepričujemo o našem, v narekovaju, prav, velikokrat pride do nestrinjanja, ter tako tudi do prepira
kdo ima prav in kdo ne, čigava resnica je pravilna. Vidimo, da v tem primeru je vsak od nas prepričan, da ima prav in da se ne moti. In dejansko je tako, vsak ima prav in nihče se ne moti. Zato je pomembno, da v tem trenutku ohranimo spoštovanje do sebe in seveda tudi spoštovanje do drugih, ter da ne gremo v razpravo z nekom, ki ima svoj monolog in trdi, da ima edino on prav, ter da se mi motimo. Saj to je prav največja potrata časa, da nekoga drugega prepričujemo v naš prav, da mu v narekovaju vsiljujemo svojo resnico kot edino pravilno. S prepričevanjem ter dokazovanjem ničesar ne dosežemo. V takšnem primeru se je mnogo bolje umakniti ter si priznati, da je res veliko bolje biti v svojem miru, kot pa da dokazujemo, da imamo prav. Takrat se vprašajmo, kaj je pomembnejše. Ali je pomembnejše živeti v miru ali dokazovati svojo resnico ter pri tem vztrajati na vse možne načine. Smo rajši v miru, kot pa, da imamo prav. Kaj je pomembneje? Vedno bodimo prav mi tista sprememba, ki bi jo radi videli v svetu. Ne čakajmo, da se bodo drugi spremenili, ker je to preprosto nemogoče, niti jih mi sami ne poskušajmo spremeniti. Nimamo te pravice. Edino, kar lahko spremenimo sami sebe ter naš pogled na vse to. Problemi pa nastajajo le takrat, ko naš ego postane prioriteta ter želi na vsak način dokazati, da ima prav. Ko hočemo za vsako ceno dokazati drugim, da se mi ne motimo, ter tako vztrajamo in dokazujemo svojo resnico. Ne delajmo tega, kajti to nas nikakor ne vodi v mir s seboj in tudi ne v mir z drugimi. Vse to nas vodi v velik nemir in nesoglasje s samim seboj in tudi z drugimi. Si mar to želimo? Seveda, da ne. Ko se nam morda zgodi, da drugi začnejo grdo govoriti o nas opravljati ali zbadati na najrazličnejše načine, je pomembno, da prav v tem trenutku ne gremo v narekovaju v boj z njimi. Takrat ne dokazujmo svoje resnice, ker je popolnoma brez smisla. To nas vodi le v velik nemir. Preprosto takrat poskušajmo to ignorirati, preslišimo to, ter jih ne jemljimo resno. Ne dopustimo, da nas to prizadene globoko v srce. Pomembno pa je, da v tem trenutku tudi ne gojimo sovraštva ter ne obsojamo.
takšne ljudi v tistem trenutku le blagoslavljajmo ter jim pošiljajmo svojo ljubezen. Videti moramo, da ne poznamo pravega vzroka, zakaj v tistem trenutku tako v narekovaju mislijo, zakaj so to in to rekli. Niti ni pomembno, da bi se trudili iskati vzrok. Nekaj pa je zagotovo res. Ti ljudje v tistem trenutku mnogo bolj kot vse drugo potrebujejo našo ljubezen. Kajti le nepopolno nas uči brezpogojne ljubezni in le na takšen način spoznavamo sami sebe. Le na takšen način vidimo, koliko smo vredni in koliko stvari zmoremo. Ne vemo, zakaj so tako ravnali. Niti ni pomembno. Vendar ne pozabimo, da prav vsi vedno ravnamo in delamo tako, kot v tistem danem trenutku najbolje znamo. Mnogokrat ne znamo drugače in tudi ti, ki so v narekovaju grdo ravnali, grdo govorili o nas, v tistem danem trenutku niso znali drugače. Zato bodimo mi boljši, bodimo mi tista sprememba, ki bi jo radi videli. Potrudimo se, da ne bomo enaki, da ne bomo prizadeli nazaj, ter da ne bomo sodili. Odpustimo jim. S tem bomo olajšali tudi sebe. Preprosto takrat le v narekovaju zaprimo vrata za temi ljudmi. Ne dopustimo, da nas to gane in prizadane. Vse to slabo naj ostane tam, kamor sodi, nikakor pa ne v naše življenje. Nas se to ne sme dotakniti. Pomembno je, da takrat ostanemo mirni, kajti globoko v sebi vemo, da imamo svojo resnico. In edino ta resnica je prava za nas. Zato ni pomembno, kaj drugi govorijo, in ni pomembno, kaj si drugi mislijo o nas. Pomembno je le to, kaj mi mislimo o sebi, in edino le to šteje. Zapomnimo si to. Pomembno je, kaj mi mislimo o sebi in ne, kar drugi govorijo. Pomembno je, kaj mi mislimo o sebi in ne, kar drugi govorijo. Vidimo, da kar sejemo, to bomo tudi želi. Zato sejmo le dobro, ter bodimo zgled. Zato ne sodimo, ter ne kažimo s prstom na druge. Ko enkrat vemo, kje je naše mesto v svetu, nam tega ne more nihče vzeti. Zato še trdneje verjemimo v sebe, verjemimo v svojo resnico, ki pa je edino le v nas samih. In le ta resnica je pomembna.
Vedno iščimo svoj mir v sebi. Le v sebi ga bomo našli. In ko ga najdemo, ga poskušamo zadržati čim dlje. Kajti le mir je pomemben in ne da dokazujemo svoj prav. Vidimo pa, da se vedno vse dogaja za naše največje dobro. Zato se učimo, trenirajmo in vadimo svojo notranjo moč tako, da se ne bomo obremenjevali s stvarmi, ki v našem življenju niso pomembne za nas. Zato nepomembnim stvarim ne dajemo svoje pozornosti, ne fokusirajmo se na nje. Ko jih bomo ignorirali, takrat bodo tudi te stvari izgubljale svojo moč. Preprosto le pustimo, da gre to mimo nas, ter ohranimo svoj notranji mir, ki je edino le pomemben v tistem trenutku. Brez spomina je tako vstopati v nepomembne razprave. Nobenega smisla ni, da se obremenjujemo z lažmi, ki jih drugi sejejo. Ne dokazujmo svoje resnice, niti druge ne prepričujmo o svoji resnici. Zagotovo se bo v tem trenutku, ko hoče naš ego dokazati, da imamo prav, težko v narekovaju obvladati. Takrat bo morda težko stopiti korak nazaj ter vse to ignorirati. Vendar se splača. Splača se ohraniti mir. Splača se biti v miru. V miru s samim seboj ter v miru s celim svetom. Ne pozabimo, da imamo globoko v sebi vsi to moč. Vsi imamo to moč, da to znamo in zmoremo. Kajti vsak izmed nas je čudovito bitje. Vsak izmed nas je najboljši in vsak izmed nas je edinstven in neponovljiv. In vsak izmed nas je nekaj posebnega. Ne pozabimo tega. Vsi mi si zaslužimo le dobro in najboljše. Zato vsak trenutek v svojih mislih poiščimo boljše stvari, ter odvržemo slabe misli, misli, ki nam ne prinašajo miru in veselja. Takoj, ko opazimo, da nam misli ne koristijo, jih preprosto zamenjajmo. Uskladimo se sami s seboj, uskladimo se s svojo resnico, ter v sebi začutimo mir. Le mir je tisti, ki nam prinaša radost, zadoščenje in veselje. V svojih mislih vedno lahko najdemo misli, ki nam koristijo. Lahko si pripovedujemo drugo zgodbo, takšno, ki je lepa, in takšno, ki nam služi. Naj nam postane notranji mir pomembnejši od potrebe, da imamo vedno prav. Vedno iščimo le mir, mir, mir. Le mir naj nam bo pomemben. Ko bomo mirni,
ko bomo v sebi začutili mir, ko bomo usklajeni s samim seboj, takrat nam bo mogoče prav vse. Ne pozabimo, takšne kot so naše misli, takšno je tudi naše življenje. Takšne kot so naše misli, takšno je tudi naše življenje. Zato opazujmo svoje misli, jih kontrolirajmo, in ko nam preprosto niso všeč, jih le zavržemo oziroma zamenjajmo.